Zdravo, sem Rinc, tukaj je prezentacije.si. V današnjem videu se bomo več o časopisu podjetja in kako lahko na pameten način zbirate podatke od svojih spletnih obiskovalcev. V prejšnjih videih smo pogledali dejansko, kako pridete od domene do prepoznavnosti. V naslednjih videih do konca video prezentacije 30 dni bomo pogledali, kako od prepoznavnosti pridete do prodaje. In prva stvar seveda je časopis podjetja. Prva ideja, vaš sistem za obveščanje avtomatsko pošilja nove zapise, torej bloga, ki ga ustvarjate po elektronski pošti. Temu se reče strokovno vir RSS, podrobnosti zdaj ne bomo šli. Ampak kako enostavno je to? Pred objavo novega zapisa enostavno spremenite besedilo predloge samega sporočila in objavite zapis. Naprej je pa avtomatsko. Kako to izgleda na blogu prezentacije.si? Tole je predloga v sistemu Aweber, ki omogoča pošiljanje sporočil avtomatsko, in tukaj vidite, kako izgleda, ko se objavi določen zapis nov v blogu prezentacije.si, kako se dejansko potem bo prikazal v elektronski sporočilu. Te oznake, ki vidite, oklepajo, sistem avtomatsko zamenja z tistim, kar dobi z virom podatkov z tega bloga. Torej, nov zapis bo tukaj imel nov naslov, novo sporočilo, lahko je to skratko in spodaj posledujete celoten zapis v blogu. Se pravi, bistveno je, da povabite vaše naslovnike, vaše prejemnike elektronske liste, da obiščejo blog in dobijo tam več informacij. In potem v spodnjem delu, kaj vam priporočam danes, pa pred pošiljanjem objave samega zapisa napišete nekaj dodatnega, novega, da vas ljudje bolje poznajo, da spomnite, kaj počnete in tako naprej. Ko potem to izgleda, tole je zapis v blogu, takrat je bila spletna prodaja in tem se življenjskega učenja, in kako potem, ko sem ta zapis objavil v blogu, je šel potem avtomatsko po elektronski pošti največ v eni uri naprej in takole so potem dobili prejemniki elektronske liste takšno sporočilo naprej. Zdaj, kaj je dobro, da prodajate v elektronski pošti? V sporočilu prodajate klik in ne samega izdelka, ker to nobenega ne zanima. Vi dejansko morate prodati klik, da bodo ljudje prišli na spletno stran in tam opravili neko akcijo. In 3 povezave so se pokazali zdaj v svetu najbolje, torej da imate v elektronskem sporočilu 3 povezave. Namreč nekje omenite na začetku, da je to neka nova stvar, kakorkoli, in to z besedo zapišete. Naprimer, nov izdelek ali pa nova ponudba in tako naprej. Potem uporabite tudi sliko. Naredite v bistvu video, na spletni strani da položite video, če se le da, in potem iz tistega videa zajemite sliko in sliko pošljete prek tega elektronskega sporočila. Tako da dejansko ljudje bodo mislili, da bodo kliknili video, ampak nobenega to ne moti, če klikne video, naj ta klik odpre potem spletni brskalnik za to stranjo, ki ste jo poslali, in tam potem ljudje pogledajo video. To nobenega ne moti, tako da to lahko brez skrbi počnete. In na koncu dajte še pravo povezavo, torej z hipertekstnim naslovom http, dopiče, pošiljnica, www. Namreč ljudje bodo kliknili enega od 3 naslovov, to ste lahko sigurni, različni smo, eni bodo kliknili sliko, eni bodo kliknili ta prvo povezavo, ki imajo, eni bodo na koncu videli elektronski naslov, ki ga prepoznajo. Druga ideja. Armand Morin, ki je spletni milijonar, počne recimo takšen enostaven časopis, ki mu reče Internet Marketing Newsletter. Kaj naredim sami spletni strani? Ja, zastonj, lahko prejemate časopis, ki ponuja informacije o elektronskem trženju, spletnem trženju, in dobite recimo 5 do 10 dobrih člankov in seveda to lahko dobite brezplačno. Zato pišete svoj elektronski naslov in enkrat mesečno dobite ta spletni časopis. Kaj se dejansko dogaja? Povabljene avtorje prosi za določeno, se pravi, tisto tržno ekspertizo, ki jo imajo v določenem področju, napišejo in seveda potem na koncu je povezava lahko do izdelkov tega avtorja. Zdaj, kaj lahko Armand Morin naredi? Lahko naredi posredniško povezavo, torej partnersko. Kdor ko bo kliknil, kupil recimo izdelek od tega avtorja tega članka, bo dobil tudi Armand Morin provizijo. In seveda lahko sam časopis postavi različne vrste reklam za lastne izdelke ali za partnerske povezave ali kakorkoli. Skratka, vse splača, veliko dela to ni. Eno sliko naredite, eno pametno za naslovnico, kar lahko dobite brezplačno v internetu, dejansko samo počakate na avtorje, uredite tele članke in pošljete malo reklamic še v ta dokumentek, pošljete, objavite po elektronski listi vsem in to je to. In dejansko tole mu prinaša kar lepe denarce. In še tretja ideja si pogledamo, namreč zbiranje imena in priimka bo počasi izginilo. To zdaj počnejo že blogerji v internetu, tudi nekatera napredna podjetja, namreč ljudje težko vnesejo že elektronski naslov. Manj bolje. Tudi 30-40% več ljudi bo pisalo na vašo elektronsko listo, če imate samo elektronski naslov. In prihodnost je pač tu. Namesto imena in priimka zbirate poštne številke ali zip po ameriško. Zakaj? Ker segmentiranje to omogoča, navdušencev, kupcev, uporabnikov po lokaciji. Se pravi, če imate fizične trgovine, boste to lahko dobro uporabljali v prihodnosti, da če bodo ljudje prišli do vas, kakorkoli, in bo to predvsej bolj pametno uporabiti lokacijsko informacijo kot pa ime in priimek. Zakaj? Če ste pogledali video Prima Presenta, a bi vi pisali svojim sorodnikom takole, dragi Pablo Presento, in potem začnete pozdraviti strica v sporočilu. Ali boste napisali pismo takole, dragi stric. Torej, to je dejansko postavljeno neumno. In ne poslušajte internetnih tržnikov več, da je to, da vsi ljudje radi preberemo svoj ime in priimek, ampak v zadevi je pa to neumno, ker to tega noben ne piše.
In zapišete ga potem v samem sporočilu in potem v sporočilu zamenjate ime in priimek z dejanskim imenom in priimkom, da pošiljate, in to dela avtomatsko sistem poštnih listov, kot je recimo Aweber. Ampak dejansko pa tega ne uporabite več v zadevi, ker je praktično neumno. Kaj se zdaj dogaja? Ste se tu živeli slovenski trgovci, ne? Zbiranje poštnih številk. To ni težko dati, ne? A je težko dati svojo poštno številko? Veliko lažje kot svoje ime in priimek, ne? Predvsem manj intimen podatek je. Zakaj? To pa seveda bolj koristno uporabljati v naslednjih letih. In potem tudi se vidijo, kateri ljudje, katere izdelke kupujejo na katerih področjih. In jasno potem boste dobili lahko različne tržno usmerjene, se pravi segmentirano. Recimo, če se največ televizijo prodaja v Ljubljani, bojo največ glasov take dali za televizijo samo v Ljubljani. In tako naprej. Torej, vaša akcija, zbirate elektronske naslove, počasi razmišljate o poštnih številkah, ne, in ukinitvi zbiranja imena in priimkov, ker ljudje tega vse manj dajemo zaradi ravno te varnosti in zasebnosti podatkov. V elektronski pošti opustite v zadevi imena in priimke, ker je to danes neumno, ne poslušajte internetnih tržnikov in marketinških strokovnjakov v Sloveniji, to se mora opustiti, ker je neumno in ljudje tega ne dajo več od sebe. In začnite se ozirati na lokacijski in mobilni marketing. Zakaj? Zato, ker boste to lahko potem uporabljali, ne, ko boste recimo prišli mimo z mobilnim telefonom, z malo praktično spretnosti, pa malo povezave z mobilnim operaterjem, lahko dobijo sporočilo na mobilnem telefonu: "Glejte, tole imamo danes, tole lahko danes izkoristite, pokažite mobilni telefon v naši trgovini," in je to in imate kupca. Za več informacij, za več pomoči, bomo še kaj več povedali kasneje v naslednjih videih, ampak tukaj imate moje elektronske naslove, podjetje Presledinit in Sergej Presledinit. Hvala in veliko uspeha z vašimi elektronskimi listami.